In snima vse in dela in začenja se sezona. Ampak Antiša, ti si imel eno super misel, ko smo začenjali snemati, smo tisti, koliko se že to, kaj sem že pozabil, ampak si imel ful lepo misel, da če se primeri kaj takšnega, potem je bilo poletje dobro. Ja, počitnice so dobre, če po njih brskaš po spominu, kako imaš že login pa password, pa tiste vsakodnevne rutine, ki jih narediš z zaprtimi očmi. Po počitnicah moraš pa malo pomisliti, kaj še moram. Recimo kot Pengovski, ki je pozabil, da more backup snemati. Mene ta tvoj optimizem navdušuje, da misliš, da je to zato, ker so počitnice sproščujoče. Ampak, mogoče pa samo strne, ja, saj vem. Ali pa tako, kot Nataša, ki pozabi, da neka sinhronizacija koledarjev ne dela in si nakopiči ob tisto uro, ko je snemanje predvideno, kar nekaj stvari. Tako da hudič je imel mlade, nažalost z nami tokrat prav zato tudi ne bo Andraža. Tako da bomo pustili srce na igrišču, ne? Tako, pa žoga na penal, pa tako dalje, ne? Ja. Seveda, 35 minut je realno dosegljivih. Tako. So bili pozivi, da naj že enkrat štartamo. Resnici na ljubo, če ste mogoče zgrešili pred 14 dnevi, smo imeli uživko, dobite jo na YouTubu in tudi pri vaših podcast providerjih. Ampak resnici na ljubo, mi smo upali v bistvu zares samo uživko narediti, pol smo pa čakali, to med nami, da gre retrogradni Merkur na počitek. Končal se je 28. avgusta, tako da zdaj smo, gospoda, do 25. novembra smo ok. Wow, dobro je. Glih za moj rojstni dan, ali kako? A 25. imaš? Ne, tam nekje. Tam nekje. Tam so pomembni dnevi. No. Dobar, pol pa, priporočam, da si poslušate tisto prvo uvodno oddajo to sezonom, razglasimo politbizarko leta, gostimo zmagovalca sezone. Meni se je zdelo kar zanimivo, da je tudi gospod poslanec, vso spoštovanje, da je prišel, tudi kar par zanimivih povedal, meni se je tisti del kar zanimivo. No. Vse je bilo zanimivo, predvsem je treba slovenski politični razred zdaj opomniti, da standard je zdaj postavljen in da je udeležba na podelitvi politbizarke vsaj za zmagovalca obvezna. Mogoče bomo pa s časoma povabili tudi vse nominirance in pol bomo na licu mesta izbrali, povedali. Veš, koliko Oskarjev bomo podelili. Daj ne izzivej. Prav, pol pa dej Aljaž špico, pa gremo mi in to 35 kolovit. Pred nami je častna naloga. Najtežja funkcija v politiki bi predsednik Socialnih demokratov. Milan Kučan, Janez Zemljarič, Janez Stanovnik, Franc Šetinc. Pa povedala, da za vsako ceno in vedno vlade podpirala ne bo. Srečno Slovenija, če ne bo vzame. Samo ocenjujem, da je seveda najprej potrebno narediti domačo nalogo. Da smo na akademiji, kot da gre to za neke teoretske razprave. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Brez nervoze, gospa, brez nervoze, kar umirjeno. Zdaj spet smo nazaj, špica je šla in zdaj je dilema, a je bila špica nova ali ni bila. Tako da... ne vem. Tisti, ki ste bili na uživki, pri Pepetu, Škofji Loki, zdaj mečken več veste o produkcijskem procesu LDGD in veste, da je to dejansko zdaj resna dilema za ta četrtek, ko mi to snemamo. Nataša, zdaj pa prosim poveš. No, in če ste pa z nami prvič in vas je ta podcast že po kakšnem ovinku našel, potem pa to je podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno, še posebej ne politike, in kadar smo v kompletu, smo Andraž Zorko Valikon, privatnik Antiša Korljan, Aljaž Pengov Bitenc, pengovski.com in Nataša Briški, Metina lista. Plan za tokratno zares prvo uvodno epizodo pa, da se lotimo presenečenja tedna, Kinder jajček v podobi TEŠ6. Potem tudi še korenine, ki se vlečejo naprej od Blejskega strateškega foruma, kjer se je znova odprlo seveda vprašanje komisarja za EU, ki so ga predlagali, vesela, ni pa očitno predsednica komisije s tem najbolj zadovoljna. Nove iskrice na relaciji Pirc-Musar Golob in pa še vidimo, kaj se še lotimo, ne?
kaj bo še šlo v program. Jaz bi mogoče kar začela, če se strinjata, kar z tem Blejskim strateškim forumom, 19. po vrsti je bil, spet znova velikanska udeležba, zelo različni paneli, zelo je ven sekalo seveda to obe vojni, Palestina, Gaza in pa Ukrajina. 3 stvari, ki so pa recimo, da za potrebe tudi notranje političnega podcasta, kot je LDGD, Antiša padle ven, je pa, da je očitno predsednica komisije bila tudi na posebnem sestanku z premierjem, seveda poskuša doseči to spolno pariteto v številu komisarjev oziroma komisark in jasno rekla, da še si želi videti kompetentne ljudi. Kar bi lahko razumeli kot, a lahko predlagate nekoga drugega, ne zgolj samo, ker so pri nas predlagali samo možakarja, ne? Njena želja je, da se še žensko predlaga in pa nove iskrice na relaciji predsednice države in premierja. Kaj si ti odnesel od BSF-ja? Kaj te je padlo? V bistvu mene pri tem presenetil me podatek, pravzaprav, da je tako malo držav upoštevalo poziv Ursule von der Leyen, potem, da naj pošljajo tako moškega kot žensko. Jaz sem mislil, da smo mi tukaj bolj kot ne izjema, zdaj pa vidim, da smo bolj kot ne del te skupine, ki ta poziv ignorira, ne? O čemer si seveda lahko mislimo svoje, hkrati pa to budi nek razmislek o tem, kako pravzaprav ima v določenih situacijah zvezane roke nekdo, ki je nominalno na vrhu evropske politike, in to je Ursula von der Leyen v tem primeru, oziroma predsednica Evropske komisije. Namreč VDL, ne, kot se jo pogosto imenuje, nima pravzaprav nobenih vzvodov, da svoje sogovornike na nacionalnih ravneh prisili, da tako rečemo v narekovajih, v to, da bi njen poziv upoštevali. Ne? Se pravi, ona lahko to, kako se reče, jim nameni poziv, da bi bilo dobro in lepo, potem pa samo gleda, kako jo ignorirajo, kar je še kar neprijetna situacija za njo. Potem pride pa na spored, pride pa ta politika malih pogajanj, malih korakcev in tako naprej, s katerimi morda upa, da bo lahko prepričala sogovornike, v našem primeru predsednika vlade Roberta Goloba, da njen poziv vendarle upošteva. Ta hip ne kaže najbolje, da bi se to zgodilo. Slovenija je doslej imela eno komisarko, ne? Sicer smo imeli komisarje, mislim, da 2 ali 3, ne, ali kako že, Potočnika, tako je, ja. Potočnik je bil 2 mandata, se mi zdi, ne. Tako da je v bistvu nekaj malega sočustvovanja s predsednico Evropske komisije, ker, kot rečeno, ne, lahko opazuje, kako jo strumno ignorirajo. Zakaj to počnejo? Je drugo vprašanje, ne, na to. Med drugim tudi zato, ne, ker ni nikjer zapisano, da morajo, ne, ni dokumenta, kjer piše, da za komisarsko mesto je seveda, ne. Se pravi, da pač sami izrabljajo to možnost, ki jo države imajo, ne, drugo je pa, koliko je to cool, pa fajn, pa primerno, pa. In potem pride na vrsto tudi, vprosti, Aljaž, samo še to, potem pride na vrsto seveda te mala trgovanja, če mi daste pa žensko, te dubelj pa boljši resor. Pa tako naprej. Kar je pa tudi dosti brez veze, ne. Mislim, veš kaj je, ne? Tukaj gre po eni strani za politično zavezo Ursule von der Leyen, ki jo je dala na svojem glasovanju v zaupnici. Tako da ona je tukaj sama sebi majčkeno prečko postavila. Je pa seveda res, da je to že iz časa komisije, vsaj ta drugega mandata Joseja Manuela Barrosa, se pravi predsednika komisije pred Jean-Claudom Junckerjem, da se nekako v to smer dela. Ne? In tisto, kar je zanimivo v nekem sarkastičnem ali pa ironičnem smislu, ne, je, da so zahodne države danes tiste, ki nekako ne sodelujejo pri tem iskanju gender parity, ne, zdaj po slovensko besedo, in da so pa vzhodnoevropske države, Bolgarija, Romunija,
pa še ene par, so pa takoj videli priliko, ne, da v bistvu na ta način dvignejo, pojačajo svojo valuto na evropskem odru in se mi zdi, da to ni z njihovega stališča ni napačna odločitev. Nasprotno. Bomo videli, kaj bo iz tega ratalo. Tisto, kar se meni zdi, je, da je prvič, mi smo o Tomažu Veselu že marsikaj povedali o tem podcastu, med drugim tudi to, ne, da mogoče vse ne bi bilo pametno, da bi on že kar takoj kufre pakiral. In se mi zdi, da se vendarle tukaj to zdaj izkazuje. Pritisk, pod katerim je se znašel Robert Golob, je po mojem nepričakovan. On je mislil, da bo šlo to kar tako. In to, da zdaj ga njega koalicija Vesela nekaj podpira, pa gor in dol, se mi zdi zelo tako malo s figo v žepu. In kaj je do 10. ali kdaj imajo čas, da predlagajo kandidate, da mislim, da te zgodbe mogoče še ni čist konc. V smislu kaj, da znamo še dobiti kakšno žensko kandidatko? Mislim, predvsem tako, veš, na mizi je Ursula von der Leyen je rekla, če boste vi sledili moji politični zavezi za vašim predlogi komisarjev, potem se vam bo bolje godilo pri delitvi resorjev. Za Vesela je pa jasno, da hoče, da si Slovenija želi nek finančni oziroma drug menedžerski portfelj, ki to so resnično najtežji resorji. Povem sam še, skupni trg pa konkurenca je višje po rangu. In na ta način Slovenija tega ne bo dobila. Na koncu bomo spet dobili pač ostanke, pri čemer se je pri komisarju Lenarčiču pa še izkazalo, da je to bilo vendarle vplivno, ne toliko zaradi tega, kar bi on znal, ampak zaradi geopolitične situacije z Ukrajino in s Covidom in tako dalje. Jaz bi rekla, da je Lenarčič zelo slabo izkoristil zelo dobre karte, ki jih je imel. To je eno. Drugo, da je takšen manko predlogov že kandidatk, tudi posledica kar precejšnjega obrata v desno po evropskih državah, kjer so manj naklonjeni tem vprašanjem. Tretje, kar se jaz sprašujem, je pa pač naši vztrajajo, pri svojem, se pravi kandidatu Veselu, kljub namigom tem, da bi lahko na boljši resor računali. Pa se jaz sprašujem, koliko je tukaj pri vztrajanju kurčenja, tako bo, kot sem jaz rekel, ker itak nima nobenih vzvodov, da bi lahko bilo drugače, razen da ga pol sesujejo na zaslišanju. Koliko je tega, Vesel mi je pa to naredil, ali pa nam je naredil, sem mu obljubil, in koliko ima v mislih interese Slovenije, ker absolutno bi v interesu Slovenije bilo dobiti čim boljše. Zdaj, a bo na vrhu, oprostite, Tomaž ali Tomaška, je res popolnoma vseeno, ker gre za sisteme, ki laufajo. Exactly, ne? Ni pa vseeno z vidika Slovenije, kaj bo dobila. In tudi tisti namig, kao usposobljene kandidate iščem, je jasno bilo napisano, da imajo izkušnje z upravljanjem visokih funkcij, izvršilnih, se pravi premier, predsednik, minister, ministrica ali pa vsaj diplomatske funkcije ali pa visoke funkcije v EU, kateri od EU inštitucij. Zdaj, Vesel tega nima, tako da če se bo vztrajalo, si zamišljam, da zna biti zelo vroče na zaslišanju. In sploh glede na to, da so liberali zdaj kaj, 4., 5., šele najmočnejša skupina, ne, 4. Ja, mogoče 5. Ja. No, skratka, pač niso glih v top 3, ne? In se znajo tudi kakšne zamere iz ECR-ja in unih, ki mislijo, da bi morali biti zraven, pa niso, ne? Se znajo zgoditi. Prvič vse to, kar si rekla, in drugič tisto, kar mene vedno znova fascinira, ne, pri tem, ko se pač novi obrazi spoznavajo z mehanizmom evropske politike, tam je pa toliko prostora, da bi komot predlagal usposobljenega moškega in usposobljeno žensko, pri čemer se strinjam, da Tomaž Vesel mogoče ni ravno nekdo, ki ustreza opisu, profilu, kot si ga zaželela VDL. In potem pač če nič drugega, je izbran, ta drugega v kabinet potegne, ne vem, neki. A veš, mislim, seveda, it's not rocket science. Veš. Ja. Dobro, jaz bi mogoče samo še dve misli. Prva je ta, da mogoče Tomažu Veselu vendarle ne gre delati krivice. On je odvodil en mandat na Računskem sodišču, on je bil prej, mislim, da na
revizijski komisiji, se pravi nekaj vedenja o funkcioniranju nacionalnih in verjetno tudi evropskih tovrstnih sistemov ima, ne? Njemu se v bistvu s tem, da ga tako brezrezervno Robert Golob podpira, se mu po svoje na drugi strani na evropskem parketu dela celo medvedja usluga lahko, ne? Mogoče si on to vrstnega trmarjenja, da tako rečem, niti ne želi, ker, in to je moja druga misel, kako se končajo zgodbe slovenskim trmarjenjem, ne? Pa lahko veliko nam pove, oziroma vam pove Alenka Bratušek, ne? Ki je, rekel, kljub številnim namigom od bolj do manj subtilnih, ne, vztrajala pri tem, da kandidira za komisarko in potem se tista zgodba ni najbolj končala. Zelo dober point. Ne gre oporekati, sploh ne, mislim, CV-ju od vesela, ampak na tej ravni se res šteje, med komisarji imamo, ne vem, 5 bivših predsednikov, 5 premierjev, 4 ministre. Predsednik Računskega sodišča je visoka funkcija, ampak pač par stopničk nižja od teh. Ja, vidiš, ampak, Nataša, Janez Potočnik, ki je pustil zelo dober vtis, se mi zdi, tudi s tem, kakšne resorje so, on je bil, zdaj bom uporabil šterojne narekovaje, on je bil samo minister za evropske zadeve in samo pogajalec. Medtem ko je, šef Računskega sodišča je pa eden, ki sedi na državnih proslavah, če tako rečem, v prvi vrsti absolutno. Že, sam ti se je bilo 2-4, pa to ni bila brezvezna pogajanja, pristopna pogajanja za EU so bile kar big deal. Jaz bi pa vendarle, Antiša, nasprotju s tabo, bi pa se vendarle mislil, da ne delamo krivice Tomažu Veselu. Saj nič o njegovih profesionalnih kapacitetah sicer, ampak Evropska komisija kot inštitucija se močno giblje v smeri politične komisije. To ni več, to že nekaj mandatov ni več samo strokovna komisija, kamor si dal birokrate, ki so razumeli birokratske postopke, to so ljudje, ki morajo razmišljati politično v vseh konotacijah te besede. In na tem delu Tomažu Veselu pač manjka kilometrine. Janez Potočnik je bil idealen kandidat takrat ravno zato, ker je on bil verjetno najbolj usposobljen politik, tisti hip, ki je poznal ustroj delovanja Evropske komisije in Evropske unije, kot je bil takrat, kot je veljal takrat. Danes rabiš nekoga, veš, ti imaš vojno v Ukrajini, ti imaš vojno v Gazi, ti imaš pandemije, ki sam čakajo, da bodo izbruhnile. Verjetno spet blažajoče se gospodarske težave, vsaj sodeč po informacijah iz Nemčije. Imaš nekoga, ki bo rabil zelo, zelo malo časa, da se bo naučil mehanizmov in nenapisanih pravil Evropske komisije. In pa če potegneš nekoga od odzunaj kot nagrado za, ne vem, karkoli že, bo ta čas pač daljši, kot bi sicer bil. I stand corrected. Jaz bi klele pikico dala, pa se druge stvari tudi malo lotila. Spet so BSF je razgalil, da na relaciji predsednice in premierja stvari pač ne delujejo, kot bi si mogoče želeli, neke usklajenosti ni, sicer sej, zakaj pa bi morala biti, ne, daleč od tega. Ampak imela je predsednica precej ostro izjavo na račun gostovanja izraelske nekdanje zunanje ministrice in sploh visoke uslužbenke Cipi Livni na BSF-ju. Je kar ostro izjavo v zvezi s tem podala. Jaz bi skoraj si upala trditi, da je bila malo tudi posledica kar tedenskega sesuvanja preko medijev, ki so v orbiti premierja. Nazadnje so bili problem Ferenki. To je za manj spoznane s popačenkami oziroma tujkami, to so zavese. Ampak Ferenki je tak lep izraz, a ni? Krasen. Forhänge. Kaj si mislimo pa o tem? Meni se je zdela še edina odrasla oseba v kontekstu tega fajta, zunanja ministrica Fajon, ne?
ki je v bistvu pač razložila, kaj je BSF, kako se ga sestavlja in da si ga včasih izposojajo za notranje politične boje. Kar bi skoraj si upala trditi, da je v tem primeru to bilo tako. Pa mislim, tukaj mislim, da smo priča ponovni manifestaciji tega, da imamo na najvišjih mestih v tej državi v tem primeru dva človeka, predsednico in predsednika, ki se trudita po najboljših močeh se vzpostaviti kot ključna človeka, kingmakerja in tako naprej in tako naprej. Skratka, še vedno, ne, kar gre za razumeti, še vedno se vzpostavljata lastno identiteto v visoki, najvišji politiki. In to je pač cena za to. To mala preigravanja, mala prepiranja in tako naprej, je samo to, čisto nič drugega. Aljaž, ti, kaj dodajaš temu? Sem se zdaj spomnil, kako bi bilo, če smo že prej omenjali Evropsko unijo, če bi Robert Golob in Nataša Pirc-Musar podpisovala pristopno pogodbo, ne? Ker sta se že tako veteranska politika, kot sta bila Janez Drnovšek in Tone Rop, skregala okoli tega, kdo bo tam in kdo bo podpisoval in kdo je v bistvu glavni dasa. Zdaj bi pa pač še tale dva, ki očitno sta zelo obremenjena s tem, kaj eden o drugem mislita. Ni ljubavi, ja. Ne. Res, ne vem, a sem to že rekel. Veš, veljal je nek tak running joke je bil, ne, ko je bil Kučan predsednik pa Drnovšek premier, da so bila vrata na Erjavčevi med obema kriloma palače, predsedniške in premierske, da so bila zaklenjena. Ko je bil Drnovšek predsednik pa Tone Rop premier, da so bila zazidana. Zdaj me pa zanima, kva je zdaj, a so zavarjena, a veš. Ne, pa se to si lepo istočnico si dal, ne, ker točno to. Ampak kaj je, namreč Atene 2004, če se ne motim, podpis, ne? Zakaj pa je šlo takrat, ne? Točno zato je šlo, da se je Tone Rop skušal in hotel vzpostavljati kot nekdo, katerega beseda v tej državi nekaj velja, ker on je vendarle predsednik vlade. Zakaj smo mi takrat, ko je Tone Rop prevzel vlado, zelo na hitro začeli odstopati od sporazuma, če hočete, ne, zelo banalno, o nakupu Falcona. Ja, zato, ker si je to kot predsednik vlade Drnovšek zamislil. In tako naprej, in tako naprej. In če si že omenil Kučana in Drnovška, točno to, Aljaž. Takrat je insiderska javnost je seveda vedela, kaj se dogaja med kabinetoma in med uradoma in med dvoroma, ne, da tako rečem. Medtem ko te stvari v javnost niso prihajale. Zdaj se pa te stvari dogajajo na očeh javnosti. Ja, nekdo bo rekel, seveda, 25 let je od takrat minilo, prišli so, ne vem, novi mediji in tako naprej, družbena omrežja. Absolutno, seveda. Ampak ta kohabitacija se mi zdi, da nam v Sloveniji ne gre najboljš. No? Veliko bolj se na medijih. In to, kohabitacija politikov, ki sta se medsebojno podpirala v kampanji. Seveda, ne pozabimo, da je... Čakaj, ne, medsebojno podpirala. S stisnjenimi zobmi je Golob, potem kot drugih opcij ni bilo več, in podprl Pirc-Musar. Nič se nista podpirala. Golob ima drugo kandidatko. Ja, ki jo je dosti hiter vrgel čez krov, ne? Kandidata. Ja. Najprej je Marta Kos, pa je imel Brgleza. Tako, potem je pa pač sam dve opciji sta bili, je pa v redu mi jo podpiramo. Ja, vem, ampak jo je podprl, to hočem reči, razumeš? Ali pa če ne bi isti rezultat bi bil. No, ampak ta dekorum, tega ni, a veš, že to rečeš, ajde, a veš, mislim, da bi bilo za splošno klimo v državi fino, če bi oba predsednika, ne, predsednik in predsednica, tukaj vendarle stopila korak nazaj. Vse mogoče ni nujno, da pol pozirata zajtrkom enkrat na mesec, ne? Ampak resnično nam ni treba tega gledati. Tako. Ja, nam ne, ni dva pa, lej. Mislim tako, zdaj predsednica itak je neparkrat, mislim, da bi lahko odložila telefon, ne? Namesto, da bi pošiljala naokoli stvari, ki pač potem ne pritičajo funkciji, ne? Potem mislim, da je kaj že ena bizarka danes, pa tudi še... Ne vem, če bo. Ne veš, če bo. Je rekel Tone Rop, poslušaj ti, Kangler trapast. Garantiram ti ta moment, da te bom tožil. Sram te lahko. Ja. Z mesta predsednika vlade, ja. Ja, ne si pa res, Antiša, tako, kar si rekel, ne, da se gre pogosto v medije, zelo se v medijih lomijo te hrbti zdaj. Včasih je v zadnji se dogajalo, zdaj pa kar lahko vidimo takoj.
nekdo nekaj spusti svojemu mediju. Ja, prav, ok, BSF no more, Teš 6 kot presenečenje tedna, meseca, leta, od 1 do 10, od 1 do 10, Antiša, koliko zelo presenečen si bil, ali pa Aljaž ti, ko ste slišali novico, Teš drvi proti stečaju. Aljaž, ti si strokovnjak za šaleške energetsko proizvodne zgodbe. Čakaj, najprej samo od 1 do 10. Ja, mislim, 0, ne? 0. Dobro, tisti, ki ne veste, zakaj gre. Ne? To je energetski projekt, ki ga je začela vlada Janeza Janše, nadaljevala Pahorjeva vlada. Začel se je, pazi zdaj to, pri okoli 650 milijonih. Na koncu nas je, mislim, ni smešno sploh, stalo 1,5 milijarde. Pa so rekli, ne, ko se je rinilo to naprej, to bodo dobički. Zgodilo se je ravno nasprotno. Ne. Za leto 2025 so napovedovali 35 milijonov dobička, no zdaj imamo novico, da Tešu z januarjem 2025 grozi stečaj. Pa ne samo to, ne, ogrevanje za Šaleško dolino je problematično, stečaj piše, bi bil katastrofa, 35 tisoč ljudi brez elektrike, če gre to cogrunc, 2500 ljudi brez dela in ostane nam še za slabih 300 milijonov dolga do Evropske investicijske banke. Janez Janša, Vizjak, Pahor, Lahovnik, Križanič, mastermindi tega clusterfucka. Zdaj pa izvolite. Da ne dodal bi še Rotovnika in Tota in kaj je bilo še operativnih tako. Ljudi. Rotnika, ne Rotovnika. Rotnika, pardon, ne Rotovnik, Rotnik, seveda. Ja. No, Antiša, gospodarstvo je bolj tvoje področje. Ja. Z eno besedo bi rekel, Gregor Golobič gleda, se spominja in se smehlja. Ja. Told you so. Ne? Tako, jaz nimam, pri vseh mojih bogatem besednem zakladu preklinjanja, jaz nimam dovolj masne kletvice, da bi vse to opisal, ker pizda vam materna, a smo vam rekli. Samo to, a veš, fuck around, find out, vse je bilo jasno že takrat, ne? In je jasno je bilo, da je že tudi po najbolj optimističnem scenariju, ker v čem je bila fora? Ne? Fora je bila, da bo Teš 6 delal toliko poceni elektriko za toliko poceni premogom, ne, da bo toliko drago elektriko lahko prodajal, ki jo bo naredil za toliko malo denarja, ker bo premog ful poceni, ker premoga je ful dovolj. Mimo grede uvažamo ga, ne? Ja, seveda, uvažamo ga pa zakaj, ne? Zato, ker je energetska vrednost tistega kamna, ki ga kopljajo tam v Velenju, nič v primerjavi s tistim, kar pripeljajo iz Indonezije, in to je od nekdaj veljalo, ne? Pač in je katastrofa, da se je tako jasno in brezsramno lagalo ljudem in jim govorili, da to, kar vidite, ne? To, kar so jim kazali, da pač se stvari ne izidejo, to ni res. To ti je rekel, da se bo v 15 letih investicija povrnila. Stara ima pa operativno dobo 40 let. Ja, lepo vas prosim, pa nisem tako groza. Aljaž, a misliš, da se naše cenjeno poslušalstvo zdajle v svojih vilah v Kitzbühelu in na svojih barkah pred Saint-Tropezem, a misliš, da se oni ful sekirajo za vse to? Oni so dobro zaslužili, vile, vikendi in ne vem kaj še je tukaj in zdaj pač ne. Vi pa lajajte. Vidiš, prej sta problematizirala, kako ni sodelovanja na relaciji premier predsednik. Ja, tukaj je bilo čudovito sodelovanje, ne? Vseh, levih, desnih in umestnih. Ful. In je tudi to, veš, da je zdaj Matjaž Han, šef SD-ja, ne? Ki je dobesedno z unih koncev, ki je mimo grede edini, ki je imel... No ja, to si pa zelo to je pa tako, kot Slovenija-Slovaška. Kaj? Pa kje je Matjaž Han? Matjaž Han je tam iz Zidanega mosta. Ja, pa on je z unih koncev. No, kukarkoli. Ja, ne, Zidani most pa Velenje, to je ene vožne še pa še. Jaz sem pa skozi mislil, ok, stojim popravljen, da ti vrnem frazo, ne? Ampak kukarkoli, skratka, hočem reči to, da je bil tudi, veš, ljudje, ki so bili takrat aktivni ali pa v širšem krogu, so zdaj še vedno v celo malo ožjem krogu slovenske politike, ne, vsaj deloma, tako da
to je zgodba, ki bi morala imeti nek sodni, kazenski epilog in zaenkrat vse, kar sem uspel gledati, ker sem nek blog post na to temo pisal, je, da imamo eno 10-mesečno pogojno kazen za Rotnika, pa Srečko Meh, takratni velenjski župan, se je moral opravičiti Gregorju Golobiču, zato ker je neko direktno laž na televiziji povedal, medtem ko se je to še gradil. In to je bilo vse. Ta stvar nima nobenih posledic, razen finančne za energetski sektor in za celotno nacijo. Tako da zdaj se bosta vidva stendala, korektala. Na začetku sta govorila, kako bi bilo fajn, da bi malo sodelovali, pa stopili korak nazaj. Nasprotno, nočemo si sodelovanja, ker ko boste videli, da sodelujejo in eni in drugi, je pol to. Ja, lej. Ja, iz 650 na milijardo pa pol. Minister Kumar je zdaj rekel, da pač ogrožena ne samo proizvodnja energije, ampak tudi seveda ogrevanje teh ljudi v Savinjski in Šaleški. To je 35,000 ljudi in napovedujejo interventni zakon, ki bo zagotovil sredstva za nadaljne, a omejeno obratovanje. A veš, pa se pa čudijo, ne? Kako, ko rečejo, ja, bomo pa drugi blok nuklearke zgradili, da folk rata živčen. Ne? Seveda. Sploh ni vprašanje več dejstev, ampak je tega, da se ti vzorci vse prevečkrat ponavljajo, ne glede na politično konstelacijo. Skratka, ne želimo si sodelovanja. Ok, BSF Tež, kaj še vama leži na duši? Če hočemo ujeti 35, ko bi bilo skoraj treba jeti zdaj proti koncu. Ja, zdaj smo slišali, ne vem, če bo to pusto v epizodi, Aljaš je neki grdo kašljal, tako da njemu neki leži na duši. Se ti je malo zaletel tole sodelovanje, Aljaš, ne? Ne, sam tako, res. Ti si bolj taka nežna duša, ti bi rad, da se vsi razumemo, pa se imamo fajn, ne? Ja, ker Jack Nicholson v Mars napada, why can't we all just get along? Ne, lej, sej dejansko pač ta zgodba s te 6 me tako vsakič znova me tako pogreje, ker je tudi, treba pač pošteno povedati, tudi medijska sprega je bila kle zraven. Absolutno. In je, pa sej, lahko rečeš, da se to ponavlja večkrat v vsakiš taki, bodi si je, veš, ker so bile avtoceste, smo jih tudi se ugotovili, da smo jih preplačali vsaj za 25%, itd. Sej po vsakem takem infrastrukturnem poslu je nekaj odpada, da tako rečem, ne? Angelski delež. Ampak kle pri Tešu je bilo pa tako bezobrazno, ne? Da res boli. Ne? Ja, edini v bistvu, ki je v narekovaju plačal, je bila stranka Zares, ne? Ja. Oni so šli cugrunt, oni edini, ki so takrat zares resno opozarjali, kaj se dogaja. Vsi ostali pa, gladko dalje. Mimogrede, a ste kaj ujela, ker jaz ga slišim komentirati na svašta, a je minister Lahovnik se kaj oglasil? Prutek? Nekdanji minister. Ne, mislim, da je malo poniknil, da se je edin pameten, da se je malo pod kakšno skalo skril zdaj za par dni. Da ga ni. No, se ga bojo hitro poklicali za komentiranje pa vsega ostalega. Ja, dobro, med tem, ko se nismo videli, je RTV dobil novo predsednico uprave, to je postala Natalija Gorščak, ki je v troboju premagala direktorja Nove24. To je bilo težko, ja. Kdo nam laže, ali kako je že gospod? Ne maram butlov. Aha, ok. In pa direktorja radija Mirka Štularja. Tako da to je novo od prejšnjega. Novo, mi grede za če kakšen član sveta posluša, ne, se mi zdi, po en stran sem zdaj v tej konstelaciji, se vem, da z RTV-jem je pač ful stvari zazrihtati, ampak se mi je zdel pa kul, da sta zdaj pač šefica televizije, ne, de facto, in pa šef radija, da sta se pomerila za vodenje celotnega organizacije in mogoče to ne bi bil švoh ideja, veš, da bi se enostavno izmenjevala ta dva. Dolgoročno. Ne. Tako da, evo, taka, za razmisliti. Ja, naloga ni lahka, tako da ne bo ji lahko. Privoščimo vse najboljše. Ne? Še kaj želite podebatirati, ali gremo na politbizarko, ker 35 minut je tukaj? Tako je, ravno kar vstopamo v 36. minuto smo vstopili.
Prav, pol pa politbizarkam. V uvodni oddaji smo torej razglasili najboljšega v lanski sezoni. Poteka tako, da izbiramo, ne vem, najbolj čudne, najbolj bizarne izjave, poteze, čigar akterji so notranje politični junaki slovenskega političnega parketa. Janša in Hojs sta doživljenjsko izključena. Ministrica oziroma predsednica parlamenta je bila zamrznjena, to je zgolj v informacijo, nekaj mesecev med junijem in decembrom 2023. Enako je bilo z nekdanjim predsednikom Pahorjem. Je pa še vedno suspendiran premier Golob. Junija je šel na to listo, pa vidimo, kaj bo. A ima mogoče kdo kakšno, a ga ima mogoče kdo v politbizarki? Goloba? Tokrat ne. Ni. Ok, pol pa povejte, kaj imata. Antiša, kaj si ti izbral? Ja, mi smo začeli na nek način z razpravo o Blejskem strateškem forumu, pa bi jaz tudi na to temo zaključil. Namreč dal bi kandidiral oziroma nominiral bi odločitev, da se med govornike na Blejskem strateškem forumu uvrsti tudi direktorja podjetja, ki se v osnovi ukvarja s proizvodnjo paradižnikov, in to je podjetje Lušt. Pomagi mi, prosim te, Aljaž, z imenom, ker mi je ta hip ušlo iz... Kristjan Kiki Magdič. Tako, z vsem spoštovanjem do proizvodov, ampak kaj je bilo, kje so najdel stično točko med recimo vojno v Gazi ali pa vojno v Ukrajini in pridelavo paradižnikov v Prekmurju, ne? Bi pa mene močno zanimalo. Tale tip. Ta ti je pa ostala v želodcu, da tako rečem, ne? Ja. In preden predam besedo, zdaj ravno kar sem imel drugi telefon, vrnjen klic, ker že 2 dni nekoga kličem, tako da bom posnel svoj predlog za zadnjih 30, pa Aljaž boš ti to pol noter inkorporiral in Nataša pošljem ti linke, ker moram res sprejeti tale klic, prav? Okay, važi, hvala lepa za razumevanje. Čau. Živijo. No, Aljaž, kaj si pa ti izbral? Ja, jaz sem sicer razmišljal, da bi tudi se navezal na našo debato, ne? V bistvu vse, ne? Sam ne bom te 6 dal za bizarko, ker bi bila prvič premočna zmaga in drugič je toliko ljudi tukaj omešanih, da smo pa rekli, da morajo biti ljudje. Ne? Anyway, nekje vmes na začetku avgusta je Agencija za raziskave javnega mnenja, ki jo ima danes manjkajoči pogosto v zobeh, izvedla raziskavo, ali narod podpira imenovanje Tomaža Vesela za nominacijo, ne, Tomaža Vesela za komisarja v komisiji Ursula von der Leyen. In ljudje, ki pa sej tega jim ne moreš zameriti, ne, ampak pogosto naločijo med Evropskim svetom, Svetom Evrope in mislijo, da sta Evropska komisija in Evropski parlament eno in isto, so rekli, da ne, so imeli pa jasno mnenje, da tukaj pa absolutno treba našega človeka podpreti in ima tako Tomaž Vesel pač močno javnomnenjsko podporo in ne dvomim, da je bil to tudi argument, ki ga je premier Golob VDL predstavil ob njenem obisku v Sloveniji, ampak oprostite, meni se zdi bizarno delati ankete o tako specifičnih potencialnih vprašanjih, medtem ko stvari, ki bi morale biti del javnega diskurza in splošne razgledanosti, o teh pa pač pojma nimam. Ja, to je bila kar podmukla. Kaj pa ti, Nataša, kaj pa je tvoja bizarka? Tole vsago o računalnikih ne bom spet dala, ker to res ne moreš verjeti. Pred slabim letom smo kupili in novembra lani so prevzeli 13.000 računalnikov. Zanje je šlo 6,5 milijona evrov. Zato, da ti revčki zdaj čakajo v skladišču v Logatcu, ker do danes so družinam, po pač kriterijih, kakršne so postavili, razdelili 1200 računalnikov, pa nekaj še šolam, ampak 9000 od 13.000 jih po slabem letu še kar ostaja zapakiranih. Mislim, 3 javni pozivi in nihče noče te računalnike. Tako da ta saga o računalnikih, ki se vleče že skoraj leto dni, se mi zdi
kar dosežek vreden bizarke, se je pa te dni pač pojavljala malo več spet v medijih, ker je, mislim, da kaj revizijsko ali računsko sodišče ali pač eno od teh revizorjev tovrstnih poslov ugotovili, da kaj vse, da ni štimalo. Tako da računalniki so moja politbizarka. Ja. Evo, pol smo pa okoli tega sam dodatek, da se mi zdi, da se to navezuje tudi na naše špekulacije, ne, da položaj Emilije Stojmenove Duh morda ni tako trden, kot se morda na prvi pogled zdi, ne, tudi iz naslova teh ugotovitev. Ja, čakajo še ena interpelacija na to temo, se bo na redni seji zagovarjala, ta pa se začne 23. septembra. Tako, dajva midva zdaj pogledati, kaj je Andraž pripravil za zanimivost. Ja, jaz pa kot agent televizije Zagreb, oziroma kot se baje bolj pravilno reče HTV-ja, bom predlagal pravzaprav 2 stvari, in to so 4 stvari. Prva je pravzaprav dokumentarna serija, ki se je začela minuli četrtek, morda se jo da na kakšni ponovitvi še ujet, potem pa se nadaljuje v ponedeljek pa torek, se mi zdi, ali pa torek pa sredo, dajte malo pogledati. Gre pa za serijo, ki tematizira medsebojni odnos med Putinom in Zahodom. Mislim, da je naslov prvega dela tudi Putin in Zahod. Gre za to, v bistvu za oddajo, ki prikazuje, kako je Zahod in Putin, kako so si prišli nasproti. V oddajah nastopajo od Ashton do Camerona do Baroza, Putin ne nastopa, seveda ne. Ampak pravzaprav ta serija ponudi nekaj več razumevanja, kako je Putin postal svetovni bad guy. Druga stvar, ne, je pa ravno tako na HTV-ju, je bilo pa v torek, mislim, da je bil torek, dokumentarec z naslovom Naš Mali. Naš Mali je bil v Šibeniku Dražen Petrovič, košarkar, oddaja o njem, o njegovi poti med zvezde in o njegovi poti v zgodovino. In med legende tudi zelo zanimiv, tisti, ki vas zanima košarka, tisti, ki ste košarko spremljali recimo v 80-ih pa v začetku 90-ih let, boste gotovo to zanimanjem pogledali in upam, da vam bo všeč. Skratka, Putin pa Dražen Petrovič, vsak od njiju je na svoj način obeležil svet svojega časa. Prav, veš, kaj imam pa jaz za zadnjih 30? Zadnjih 30 bi pa dala. Statistični urad Slovenije je lansiral en zanimiv portal, ki beleži dnevni turistični utrip Slovenije. Od splošne statistike, koliko turistov je prišlo, od kod prihajajo, nočitve po dnevih, zasedenost po statističnih regijah, občinah, tudi celo po vrsti nastanitev, ne. Tako da za tiste, ki pokrivate to področje, precej uporabna zadeva, včasih pa tako zanimiva zgolj za pokuk iz radovednosti. In tudi na oko je precej prijetno. Se pravi, mojih zadnjih 30, Statistični urad Republike Slovenije in portal Dnevni turistični utrip Slovenije. Ja, no, moja bo pa knjižno priporočilo. Mislim, da sem skoraj vsako postpoletno epizodo to priporočil. Namreč J.K. Rowling oziroma Robert Galbraith je izdala sicer že konec prejšnjega leta novo knjigo iz serije Kormorana Strajka. In sicer The Running Grave je naslov, ne vem, če že obstaja v slovenskem prevodu. Jo toplo priporočam. Gre za 7. knjigo v seriji. Ne bom povedal, kaj se zgodi, ne, ker jo pač morate prebrati. Stvar je zanimiva v več pogledih. The Running Grave si rekel? The Running Grave je naslov. Ne. Okay. Bi pa z našim cenjenim publikumom vendarle delil tudi zadnji kvot iz zadnjega poglavja. Happiness is a choice that requires an effort at times. Sreča je izbira, za katero se je včasih potrebno potruditi. Če sem zdaj tako na hitro prevedel. In to bi bilo mojih zadnjih 30 v LDGD Season 7, Episode 2.
Ja, lepa hvala. 163. epizoda, drugač na splošno. Tako da hvala vsem, ki ste zdržali do konca. V upanju, da smo naslednjič v polni postavi, vas pozdravljamo in kličemo pa brez zamere. Tako, in vendarle še dodatek na koncu. Hvala vsem tudi tistim, ki ste nas na novo odkrili in nas na novo poslušate. Upamo, da se vrnete in da boste stalni poslušalci. In seveda hvala tudi za vse vaše podpore, donacije, izraze solidarnosti in druge oblike ohranjanja tega podcasta, to, kar je. Linki so na spletni strani metinalista.si, sprejemamo finančne donacije v obliki kaj donacije na PayPal, pa na TRR, pa Nataša, kaj še? To je to. To je to. Ja. Pa še več tega bo, skratka. Več, ko boste keša dali, boljši lahko bomo in tudi v končni fazi bolj pogosti lahko bomo. Ja, to skrivnost si razkril zdaj. A sem preveč povedal? Spoiler alert, pa brez zamer.